udeležence. Sem Marko Zajč, slučajno, niste poslušali včeraj. In imam čast, da sem nekako predsedujoči tega jutranjega panela. Bomo se zapravo tako živo konferenco spodobi. Bomo mogli popolno improvizirati, ker vsi smo ljudje. In kot je bilo že včeraj jasno, Filip Čuček imel že včeraj predavanje in ga danes ne bo, ki je bil predviden v tem sklopu. Tako da bomo v ta sklop uvrstili Kajo Širok, Marta Rendla in bomo še skočili v drugi sklop, ko bomo dali Bojana Gorječa, če se strinja. Če boš v tem sklopu. Ali ne? Jaz bi bil rajš pol, no? No, te bomo pa dajmo malo še razprave, pa dajmo improvizirati tako kot treba. Jaz svetoval potem, da Marta pove svoj referat, pa te kakšno pripombe na njeno in na njen referat si pa drži potem še odpreti razpravo tudi glede včeraj, glede na to, da je eden preveč govoril, da ni bilo dosti časa za razpravo, bomo lahko mogoče še imeli malo razpravo na glede na včeraj. Seveda, referenti so vsi veseli, človek danes nadzoruje, ki je že za 24 minut prekoračil svoj čas. Ampak moram reči, da bom kot predsedujoči zopet razpravljal. Tako da bi kar povabil, gledam to, da kaj Širok pa je še ni v svojem lastnem gradu, v rekovajih, bi kar povabil Marto Rendla, da začne svoj referat. Hvala jutro vsem skupaj do tvojim delu. Jaz bom spravi splet in spolnih življenjskih pogojev zadovoljevanja potreb Slovencev v drugi Jugoslaviji opisala na osnovi dejavnikov oblikovanja življenjske ravni, ki odražajo materialni položaj prebivalstva. Torej na osnovi dohodka in sicer gibanja nominalnih in realnih osebnih dohodkov, cen življenjskih potrebščin in na osnovi strukture potrošnje gospodinstva. Podatkovna osnova za naštete objektivne kazalnike življenjske ravni so statistični podatki spremljeni v časovni vrsti na 5 let od 1955 do 1990. Leto 1955 sem za izkorišče vzela iz več razlogov. Namreč leta 1954 je bila dosežena predvojna povprečna ravna porabe na prebivalca. V tem kratkem času ni možno govoriti o vprašanju življenjske ravni, saj je bil življenjski standard v Jugoslaviji v letih 1950-1953, torej še v pogojih sistema zagotovljene preskrbe živili in glavnimi potrošniškimi industrijskimi izdelki nižji kot v katerikoli drugi vzhodnoevropski državi in nenazadnje leto 1955 predstavlja tudi prvo možnost spremljanja statističnih podatkov v 5-letnih intervalih. Strukturo potrošnje prebivalstva sem analizirala na osnovi anket o porabi 4-članskih delovskih družin. Poleg teh bom življenjsko raven pripravila izbranih pomoči, izbranih izdelkov, opremljenost gospodinstvom z izbranimi dobrinami in kazalniki stanovanjskega standarda. Nagla je poslanska rast v letih 1953-1964, ko so Slovenija in Jugoslavija bili v skupini držav najhitrejšo stopnjo gospodarske rasti na svetu, ki je bila rezultat nizke začetne vrednosti in številnih strukturnih sprememb povezanih z industrializacijo, urbanizacijo in splošno modernizacijo, je prinesla tudi določeno stopnjo blagostanja. Povečana kupna moč, ki je omogočila intenzivna rast osebnih dohodkov, osebni dohodki so v letih 1955-1959 realno naraščali za 6,7% na leto, v letih 1960-1964 pa za 8% na leto. Zaposlenost in transfer prebivalcev do mesta je spodbudila, da se je industrijska proizvodnja v okviru novih ekonomskih smernic, začrtanih z družbenim planom leta 1958, le začela počasi odzivati na potrebe trga. Ankete o uporabi slovenskih gospodinjstev za čas 1955-1990 kažejo, da so razpoložljiva sredstva gospodinjstev namenjena za osebno potrošnjo postopoma in stalno naraščala.
Vrednostni indikator kupne moči, razmerje med življenjskimi stroški in osebnimi dohodki pa kaže, da je povprečna letna stopnja rasti realnih osebnih dohodkov oziroma kupna moč nihala. Naraščala je do srede 60-ih let, v letih 1965-1974 je upadala in do leta 1979 znova rahlo narasla. V 80-ih letih se je realna vrednost osebnih dohodkov z izjemo let 1985, 1986 in 1989 zniževala, saj so realni osebni dohodki imeli negativno rast. Prvih 20 let opazovanega obdobja so realni osebni dohodki rasli povprečno po 5% letni stopnji, njihova kupna moč pa se je povečala skoraj za trikrat. V obdobju 1970-1989 so realni osebni dohodki rasli povprečno le še po 0,5% stopnji, leta 1989 je bila realna vrednost osebnih dohodkov v primerjavi z letom 1970 večja le za okrog 5%. Do padanja oziroma do zadrževanja rasti realne vrednosti osebnih dohodkov je prišlo že leta 1972 in 1973. Do leta 1979 je znova sledil trend naraščanja realne vrednosti osebnih dohodkov. Kot pokaže pogled v indeks realnih osebnih dohodkov, je vezan na leto 1989, je bila vrednost realnega osebnega dohodka leta 1979 10,5% višja kot leta 1989. V letu 1980, ko se je trend obrnil navzdol, pa je bila ta večja le še za 0,1%. V 80-ih letih je bila realna vrednost osebnih dohodkov v povprečju za 13,6% pod ravnjo in 70-ih in v povprečju za 10,4% nad ravnjo in 60 let. Indeks realnih osebnih dohodkov za poslovanje obdobje kaže, da je kupna moč Slovencev naraščala do izteka 70 let, ko so nominalna gibanja osebnih dohodkov zaposlenih presegala statistično evidentirano rast cen življenjskih potrebščin. Slovenska družba je dosegla velik napredek v zadovoljevanju potreb po materialnem dobivanju. Ko so pogled v strukturo osebne porabe gospodinjstev, ki obsega izdatke za osnovne življenjske potrebščine, izdatke za odplačila posojil, izdatke za stanovanje in imetje ter prihranke, za opazovanje obdobje kaže, da se je delež sredstev za posamezne kategorije osebne porabe razvijal v smeri postopnega dvigovanja življenjske ravni do leta 1980. V porabljeni sredstvi se je do takrat upadal, čeprav ostajajo najpomembnejši delež za življenjske potrebščine, znotraj njega pa so kot izraz večne življenjske ravni, vendar so vzemali še vedno največji delež izdatke za osnovne dobrine in storitve, se pravi hrano, obleko in podobno. Kot izraz večne življenjske ravni je naraščal tudi delež za kulturo, izobrazbo in razvedrilo. Skratka, delež za življenjske stroške je bil najvišji v 70 letih. V povprečju je znašal 72,8%. Povedano drugače, za osnovne življenjske potrebščine so ljudje takrat porabili v povprečju za okoli 10% manj sredstev kot leta 1960 ali pa 80 let. V 70-ih, ko sta se obseg in struktura razpoložljivih in porabljenih sredstev za osebno porabo bistveno spremenila, se je v strukturi življenjskih stroškov na račun zmanjšanja izdatkov za osnovne dobrine in storitve povečala udeležba izdatkov za trajne potrošniške dobrine, gradnje ter vzdrževanje stanovanja. Z 1,5% porabljenih sredstev v letu 1970 na 4,5% porabljenih sredstev v leta 1980. Na račun upadanja deleža za življenjske potrebščine sta uporabljeni sredstvi večinoma do leta 1980 kot izraz večanje življenjske ravni naraščala delež za odplačilo posojil in delež prihrankov. Gospodinstva so v 70-ih letih namenila v povprečju 2,9% porabljenih sredstev za odplačilo posojil in 14,9% razpoložljivega dohodka pa so privarčevala. Hkrati se je izboljšala tudi kvaliteta porabe živil, zmanjšala se poraba žit in maščob, zvečala pa se je poraba mesa in mesnih izdelkov ter rib, mleka, sira, jajc, sadja in vrtnin. Prišlo je do velikega zanimanja in porabe industrijskih izdelkov višjega standarda, kot so televizorji, gospodinjski aparati in osebni avtomobili. Mimo najnujšnejših predmetov za osebno porabo, se pravi s gospodinjskimi predmeti in predmeti za razvedrilo,
rekreacijo in šport so se gospodinstva v večji meri sicer začelo opremati že v 60 letih. Zdobrilne trajne rampe so bila konec 60 let opremljena predvsem mestna gospodinstva. Vsako drugo mestno gospodinstvo je bilo opremljeno s hladilnikom, telesprejemnikom, pralnim strojem. Radijske sprejemnike pa so imela tako nekmečka kot tudi kmečka in mešana gospodinstva. Pri kmečkih gospodinstvih je opremljeno s pralnimi stroji, hladilniki, električnimi in plinskimi štedilniki porasla zlasti v letih 1968 in 1973. V tem obdobju se je povečala na splošno tudi opremljena s telesprejemniki in avtomobili. V obdobju 1968-1988 se je opremljeno s trajnimi potrošnjimi dobrinami in povečala pri vseh socialno-ekonomskih kategorijah gospodinstv. Z belo tehniko, štedilniki, hladilniki in pralnimi stroji so bila konec 80 let opremljena skoraj vsa gospodinstva. Prav tako je skoraj vsako gospodinstvo imelo televarni ali črno-beli sprejemnik. 63,7% barvnega, 34,3% pa črno-belega. Leta 1987 je na en telesprejemnik odpadlo 3,6 prebivalcev. Dobrih 66% gospodinstva je imelo tudi osebni avto. Leta 1986 je na 1000 prebivalcev odpadlo 248 avtomobilov. Kupna moč za nakup oblačil in obutve, živilskih izdelkov in trajnih potrošnih dobrin se je najbolj povečala v obdobju 1960-1970. V 70 letih se je dosežena ravno kupne moči zadržala, v 80 letih pa je upadala pri nakupu večine trajnih dobrin ter obleki in obutvi. Kupna moč za nakup nekaterih živilskih izdelkov je v vsem obdobju naraščala, pri nekaterih je kupna moč izkazovala naraščajočo tendenco znikanja, zlasti v 80 letih, recimo pri mleku, sladkorju in pravi kali. V mesnini kupna moč v vsem obdobju počasi in vztrajno naraščala pri nakupu govedine, pri teletinih in piščančenih mestu pa je naraščala do leta 1980, potem pa je do leta 1989 upadala. V obdobju 1960-1978 se osebna potrošnja povečala povprečno za 5,8% na leto. Na prehodu iz 70-ih v 80-ta leta 20. stoletja je pojmovanje boljšega življenjskega standarda kot razvojnega cilja pri prebivalstvu preseglo zgolj gmotno plat in je vključevalo tudi druge sestavine življenja. Šlo je za evropsko pojmovanje kvalitete življenja, za ekologijo. Mednarodne primerjave so kazali, da je bila v 80-ih letih Slovenija po nekaterih kazalnikih življenjskega standarda, naprimer po številu zdravnikov, številu bolniških postelj, število izdanih knjig na 1000 prebivalcev, kvantitativno blizu povprečju sosednjih držav. Po udeležbi generacije med 20 in 24 letom visokošolskih študij, pa po opremljenosti s telefoni in drugimi dobrinami po pričakovanju življenjske dobi pa ne. Za primer, leta 1984 je na 1000 prebivalcev v Sloveniji odpadlo 133 telefonov, v sosednji Avstriji pa že leta 1983 kar 460 telefonov. V 80-ih letih v pogojih poglabljanja gospodarske, finančne, politične, dolžniške, računobilančne krize in stabilizacijskih ter protiinflacijskih ukrepov so se pogoji življenja slabšali. Življenjski standard se je v primerjavi s 70 leti zniževal. V letih 1976-1980 se je povečeval po 3,1 stopnji, v 80-ih pa je napredoval za 2,2% na leto. V razmerah stopnjevanja inflacije je večina nominalnih kategorij, predvsem dohodkov in cen, bila podvržena izjemni dinamiki. Hitra rast cen življenjskih potrebščin zlasti v letih 1980-1984 in v letih 1987-1988 in leta 90 je močno ogrožala realno vrednost posebnega dohodka oziroma moč. Zato je povpraševanje upadlo. Osebni dohodki so se v 80-ih letih realno povprečno zniževali za 4,3% na leto. Glede na Jugoslavijo so realne osebne dohodke v letih 1981-1985 v Sloveniji nazadovali počasneje. V Jugoslaviji so nazadovali po 4,1%, v Sloveniji pa po 2,7% na leto. V letih 1986-1988 pa se je odstopanje realnega osebnega dohodka
v Sloveniji glede na realni osebni dohodek v Jugoslaviji zmanjševali. Osebna potrošnja prebivalstva se je v letih 1981-1985 realno zniževala za okoli 3,3% na leto. Glede na Jugoslavijo se osebna poraba zmanjševala hitreje. V Jugoslaviji se je v enakem obdobju zmanjševala povprečno za 0,8% na leto. V drugi polovici 80-ih let pa so nekateri kazalniki življenjske ravni začeli izkazovati pozitivno tendenco. V obdobju 1986-1988 je življenjski standard prebivalstva bil povprečno realno rast 2,5%. Osebna poraba pa se je povprečno povečevala za 3,6% na leto, no kljub temu, da so se v enakem obdobju realni osebni dohodki letno povprečno skrčili za 1,3% in da je bila njihova kupna moč za okoli 4% manjša kot v letu 1985, družbeni standard pa je nazadoval po povprečni stopnji za 0,6%. V letu 1986 je imel osebni dohodek velik realni porast, v kasnejših letih pa realni padec. Nihanja osebnih dohodkov niso bila povezana s proizvodnimi dosežki, temveč z omejevanjem ukrepi zvezne administracije. V letu 1989 se je v razmerah izjemno visoke rasti cen vodila bitka med visokim naraščanjem življenjskih stroškov in težnjo po ohranitvi realnih osebnih dohodkov. Eksplozivna rast osebnih dohodkov v letih 1985 in 1986-1989 je sprožila ekspanzijo trošenja, posledično pa ob stagnaciji industrijske proizvodnje vplivala na zmanjševanje oziroma pomene blaga za široko potrošnjo. V strukturi porabe pa se je nestabilnost odrazila v povečevanju izdatkov za življenjske potrebščine. Leta 1985 so ti znašali 75,9%, leta 1990 pa že 83%. Znotraj njih je prišlo do strukturnih sprememb. Povečevali so se izdatki za hrano in udeležba izdatkov, na katere prebivalstvo nima vpliva. Izdatki za stanovanje, kurjavo in razsvetljavo. Zmanjševali pa so se izdatki za stanovanjsko opremo, v prvi polovici 80-ih tudi izdatki za promet. Ljudje so se tudi odpravljali manj nujnim dobrinam. Izdatki za stanovanje, hrano in promet so rasti hitreje od globalne rasti cen življenjskih potrebščin. Izdatki za prevozna sredstva in storitve v obrazovanju obdobju izkazujejo precejšnje premike. Ekspanzivno so naraščali do leta 1970, ko so dosegli 15,7% v življenjskih stroških, kar se upada s poskušeno motorizacijo prebivalstva. V naslednjih letih so za okoli 3% upadli in doradno približno zadržali do leta 1982. Do sredine 80-ih so ti izdatki potem upadali, do izteka 80-ih let pa so presegli raven iz leta 1980, dosegli so 14% porabljenih sredstev. Dinamika osebnih dohodkov je učinkovala tudi na varčevanje in zadolževanje. Gospodinstva so v 80-ih letih kljub nenehnim spremembam na področju dinarskega in deviznega varčevanja v povprečju še vedno privarčevalo okoli 14% razpoložljivega dohodka. Ker nenehne spremembe niso zagotavljale varnosti naložb deviznih sredstev in realne vrednosti dinarskih naložb, se je varčevanje prebivalstva glede na preteklo obdobje zmanjševalo. Prebivalstvo si je ohranjalo vrednost privarčevanega denarja raje tako, da ga je deloma konvertiralo v devize in jih hranilo doma, deloma pa nakupovalo trajne potrošne dobrine. Recimo leta 1989 je bilo prodati skoraj 51.000 avtomobilov ali 88% več kot leta 1980. Fizični obseg prodaje avtomobilov tudi sicer po 80-ih letih ni padel pod raven iz leta 1980, ko je bil prodanih 27.000 avtomobilov. Zadolževanje pa se je v tem obdobju zaradi restriktivne politike potrošniških posojil drastično skrčilo. Sredi 80-ih let so ljudje porabili le še 1,9%, leta 1990 pa 1,1% razpoložljivega dohodka za odplačevanje posojil. Na trgu blaga široke porabe Slovenija kljub gospodarskim nazadovanjem, ko je industrijska proizvodnja se zmanjševala povprečno na leto za 1,3%, proizvodnja izdelkov široke potrošnje pa se v primerjavi s celotno industrijsko proizvodnjo krčila še 4-krat hitreje, letos se je povprečno skrčila za 1,2%, potem padanju realnih osebnih dohodkov v poglavi inflaciji ter razvrednotenju vrednosti denarja v 80 let imela koliko toliko zahodno konjunkturo. Osebna poraba je v vseh oblik končne porabe še najbolj nazadovala. Realno padanje razpoložljivih sredstev za osebno porabo je ležilo črpanje hranilnih vlog. Ljudje so bili bolj naravnani k takojšnjemu trošenju,
bilo investiranje v trajne potrošnje dobrine bolj koristno, kot da bi se realno vrednost izgubljala v bančnih računih. Manj so se zadolževali, povečevali so se različni socialni prejemki in prejemki iz pokojninskega zavarovanja. Zniževanje realnih osebnih dohodkov, ki so se v celotnem desetletju znižali za tretjino, sta blažila tudi siva ekonomija in dopolnilno delo, s katerim so si nekateri dvigovali življenjski standard. Najbolj so bila prizadeta gospodinstva, ki so bila izključno odvisna od tekočih prejemkov, torej mlade družine in družine z nizkimi osebnimi dohodki. Tudi stanovanjsko vprašanje so te skupine, ob sicer ves čas naraščajočem stanovanjskem standardu težje reševanje. Število stanovanj kot stanovanjski standard, normalno prejemno z elektriko, tekočo vodo, kanalizacijo, kopalnice in stranišči, velikost, površina stanovanja in osebnost sta se vse od 50 let povečevala. Statistično ogledano se je število stanovanj s številom gospodinstv skoraj uskladilo na začetku 70 let. Stanovanje je bilo nad 471.000, gospodinstv pa 515.000. Leta 1981, ko se je stanovanjski fond v primerjavi z izhodiščnim letom povečal za 55%, je število stanovanj presegalo število gospodinstv. Povprečna površina stanovanja je v 80 letih merila okrog 66 kvadratnih metrov, na osebo pa je odpadlo povprečno 21,6 kvadratnega metra. Druga plat stanovanjskega fonda sredi 80-ih pa je bila začasna ali stalna nenaseljeno stanovanje, takih stanovanj je bilo 32%, kar 30% ga je bilo po ocenah potrebno prenove, 2% pa rušenja. Kljub naraščanju števila brezposelnih, ki se je gibalo med 2 in 3%, je bila stopnja socialne varnosti zaposlenih bruto visoka. V začetku 90-ih je bilo zagotavljanje sredstev za življenje veliko bolj negotovo, kot je bilo v srednjih 80 let. Izsledke na osnovi statistike potrjujejo tudi subjektivne ocene ljudi, zbrane za raziskavo Centra za raziskovanje javnega mnenja iz leta 1986. Ljudje so menili, da so se v primerjavi s 70-mi v 80-ih letih njihovi življenjski pogoji poslabšali. Slabše so bile možnosti za pridobitev stanovanja, zaposlitve in težje je bilo preživeti družino. Bolj so morali biti varčni in gospodarni, ter so omejevati pri nakupu opreme in obleke. Možnosti izobraževanja in kulturnega življenja so se izboljšale oziroma so ostale prečne.